V tej sobi trenutno poteka hemodializno zdravljenje naših pacientov s kronično hemodializo. V našem centru praktično to zdravljenje poteka 24-dnevno, 365 dni v letu. Ali so vas zrihtali? Z odpovedjo ledvic se življenje naših pacientov zelo spremeni, zato tudi letošnji slogan ob Svetovnem dnevu ledvic: brez ledvic si ful drugačen. Dvakrat praznuje svoj rojstni dan, tako so pomembne te spremembe življenja za naše paciente. V bistvu mi z našimi načini zdravljenja dejansko spreminjamo življenje naših pacientov. Sem Miha Arnolj, specialist nefrologije in predstojnik kliničnega oddelka za nefrologijo v UKC Ljubljana. Mi smo izjemno dobro krivulje preživetja glede preživetja pacientov in presajene ledvice. In smo v bistvu primerljivi z vsemi najbolj razvitimi svetovnimi centri. Ja, ledvice so res neverjeten organ. Mene so ledvice in bolezni ledvic že od začetka predstavlja velik izziv, namreč fiziologija pa patofiziologija ledvic je zelo kompleksna, ker delovanje ledvic praktično vpliva na delovanje vseh drugih organov v našem telesu. In če na kratko povem, če vam ledvice ne delujejo optimalno ali sploh ne delujejo, se vaš organizem oziroma organizem naših pacientov hitreje stara. V svetu živi s kronično ledvično boleznijo približno 10% ljudi. To se pravi, če recimo 10% odrasle populacije prevedemo na recimo Slovenijo, pomeni, da v Sloveniji živi približno 180,000 ljudi s kronično ledvično boleznijo. Če vemo, da brez delovanja ledvic ni preživetja in naši pacienti potem potrebujejo bodisi dializno zdravljenje, to sta hemodializa, trebušna dializa, ali pa optimalno presaditev ledvice. V Sloveniji živi približno 2500–2600 ljudi s končno odpovedjo ledvic. Od tega jih približno 800 živi s delujočo presajeno ledvico, se pravi približno potem 1600–1800 pa jih potrebuje nadomestno zdravljenje z eno od dializnih metod. To je umetna ledvička, ki se v bistvu čisti kri, ki prihaja iz pacienta po eni liniji, se potem po drugi liniji v recimo zdravi obliki vrača v pacienta. Danes vemo, če pride do ledvične odpovedi, je preživetje teh pacientov bistveno krajše kot splošne populacije. Predvsem v zgodnjih fazah ledvična bolezen in pa okvara praviloma ne povzroča nekih posebnih težav. Pacienti se tega ne zavedajo, jih nič ne boli, ni nekih znakov. Ko se razvije recimo utrujenost, oslabelost, otekanje, zvišan krvni tlak, je pogosto bolezen že kar napredovala. Zato so ključno za odkrivanje zgodnjih faz ledvične okvare preiskave krvi in pa preiskave urina. Eritrociti v urinu ali pa povečano bolezensko izločanje proteinov oziroma albuminov. To so nekako najbolj pogosti pokazatelji ledvične bolezni oziroma ledvične okvare. Da lahko v teh najbolj zgodnjih fazah ugotovimo, da z delovanjem ledvic ni vse v redu in začnemo zdraviti dovolj zgodaj. Takrat smo tudi najbolj učinkoviti, tako z nefarmakološkimi ukrepi, kot tudi sodobnimi novimi možnostmi zdravljenja. Se pravi, ključno je, da bolezen odkrijemo zgodaj, s tem, da nekatere ključne rizične populacije presejamo s preiskavami krvi in urina. To so predvsem tisti, ki imajo visok krvni tlak, sladkorno bolezen, bolezni srca in ožilja, debelost, pozitivno družinsko anamnezo, ponajajoče ledvične kamne in podobno. V Sloveniji je en center za transplantacijo, tudi en center za transplantacijo ledvic, približno 50 presaditev, nekje 45 do 60, 50, dobrih 50 v povprečju letno napravimo. Čakalni seznam pri nas približno 100 pacientov, imamo vseh, seveda niso vsi ves čas aktivni, namreč pacienti s končno odpovedjo ledvic so precej bolni, imajo številne bolezni, tudi zdaj je sezona gripe, niso ves čas aktivni na listi, ker imajo neke aktualne zdravstvene težave, namreč za zdravljenje s presaditvijo morajo biti zdravi in je recimo teh aktivnih zdaj nekje okrog 60–70, vseh pa okrog 100. To je v bistvu ena izmed najbolj, kako ne rečem, hvaležnih področji medicine, ki v bistvu vidiš, kako se spremeni v bistvu življenje pacientov, ki jim damo novo ledvico, novo možnost zdravljenja. Seveda, če je postopek uspešen, ki je seveda zelo zapleten, zahteva izjemno veliko sodelovanje številnih strokovnjakov, ena izmed najbolj logistično zapletenih stvari v humani medicini nasploh, ampak ker je to seveda ta transplantacijska medicina v Sloveniji v bistvu že
letos bomo praznovali 55 let prve presaditve ledvice v UKC Ljubljana. Seveda se ta postopek že utečen in dejansko večini bolnikov lahko pomembno izboljšamo kakovost življenja in so nam večina pacientov zelo hvaležni. Tudi z odpovedjo ledvice, da ni konca življenja, čeprav pacienti to mislijo, ampak je pa seveda sprememba življenjskega sloga in načina življenja precej drugačna. In pacienti morajo za neko, recimo, običajno dializno zdravljenje nekako obiskovati te dializne centre 3-krat na tedensko, ker se zdravijo v povprečju 4 do 5 ur. Ključen je najprej zdrav življenjski slog, to je osnova, temelj. Potem pa seveda, če se pacienti prepoznajo med temi rizičnimi skupinami, recimo ljudmi, ki imajo dejavnike tveganja, ki sem jih naštel, recimo visok krvni tlak, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, prekomerna teža ali pa znana bolezen pri sorodnikih, takrat morajo obiskati svojega izbranega zdravnika in analizirati kri in urin, zato da se pravočasno prepozna vsaj najbolj zgodne faze te bolezni. V tej fazi bomo najbolj učinkoviti in preprečili najhujše, se pravi odpoved delovanja ledvic.